Eno pripombo, to, kar je razlagal tole interpretacijo tistih mozaika iz Ogleja, boj med želvo in on je interpretiral kot kokoš, ampak to ni kokoš, to je petelin, oprostite. To je definitivno petelin. Tako da, če ta Fortejan, ko govori o kokoši kot prispodobi cerkve, ne, tukaj v tem primeru to gotovo ne velja. Mislim, to je petelin, bodimo si na jasnem, ne, tako da tukaj to ne drži. Druga stvar, zelo mi je bil, hvala lepa za vse te informacije o Bledu in tej najdbi, ampak čisto iz metodološkega stališča bi bil pa jaz vendarle prevriden tudi pri tem, kar ste vi rekli, da ste na varni strani, da govorimo o slovanskem deblaku. Čisto iz metodološkega razloga. Namreč, znana je tista krilatica, da se etničnosti ne da izkopati in se jo res ne da izkopati. Druga stvar, sami ste omenili 4000 deblakov po Evropi. Verjamem, da so tudi deblaki, ki niso z področja, ki velja za slovansko naselitveno področje. To je druga stvar. Tretja stvar, ko recimo Trubar opisuje slovenske dežele, uporablja pojem Oberwindischland. Z tega dobite občutek, da so to samo slovenski dežele, da govorci slovenskega dežele. Potem pa opisujete te slovenske dežele. In seveda vidi noter živijo Nemci, živijo skoki, živijo takšni, živijo drugačni. Torej gre za posploševanje. Gre za posploševanje, ki seveda vse te specifičnosti zabrisujejo. Ko Pavel Diakon govori, da je to patria sclavorum, seveda ne pomeni, da živijo tukaj samo Slovani. Ker imamo druge vere, kar kažejo, da živijo tudi druge skupine, jezikovne skupnosti in tako naprej. Imamo podobne oznake. Iz teh splošnih oznak jaz mislim, da ne moramo vleči takšnih zelo reči, tukaj so živeli pa zdaj samo Slovani. Ne. To je tako, mislim, mimogrede. Ne. Vendarle bi se jaz teh oznak pravzaprav izogibal. Govori o tem, da so pač po Blejskem jezeru pluli deblaki, da so uporabljali deblake, ki so pluli. Kdo je točno v njih sedel, ne bomo nikoli vedeli. Ne. To je pač fakt, to je dejstvo. Mi pravzaprav atribuiramo, pa ni to nujno, da jih na pravilni način atribuiramo in temu bi se bilo po moje treba izogibati. Potem pa še par tistih na koncu, ko ste imeli zadnji slajd, Marka Justa Sovam, ta grofija ob Savi, menografija ob Savi. To zdaj v zgodovini že nekaj časa vemo, da je to interpolacija v listinu in da gre za ponaredek. To ne drži. Verjetno tole ime gotovo ne drži, kako se je imenovala ta karolinška grofija, pravzaprav tukaj ob Savi mi pravzaprav niti ne vemo. Samo toliko v informacijah. Hvala lepa. Thank you.